Mi se pa sprašujemo, kakšno poletje nas čaka in to z numerološkega vidika. Meseci, ki so pred nami, namreč prinašajo priložnost za spremembe, če jih seveda bomo znali izkoristiti, tako pravi naša gostja. Lili Sorum, dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Veš kaj, najprej me zanima, kakšen teden je pred nami z numerološkega vidika. Kaj pravijo številke? Karmični dnevi so pred nami. Ojoj. Za dobro jutro ponedeljek. A je lahko še slabš, čeprav karma ni nujno, ne slaba. Ni nujno. V bistvu 13, 14, 16, 19 so ti datumi vsak mesec. In na te datume načeloma sicer se odsvetuje podpis pogodbe, neke težke dogovore, ampak po drugi strani lahko pa vidimo pri sebi, kako bi se lahko v preteklosti bolje odločili. Ne nujno, da se zdaj zauš... Jutri je 13. Tako, saj ni petek, to je dobro. Ja. Dobro. No, čeprav, če ste ravno omenili petek 13. Je kaj na tem ali je to bolj neka fama? Jaz moram reči, čisto na zadnje, ko so me na televiziji to vprašali, sem bila cela pametna, kako to pa res ni nič takega, ne? Potem je bilo pa na petek 13. bombardiranje v Parizu. Tako da zdaj si bom zadržala odgovora. Prav, pojmo na to, za kar ste tukaj. Na osnove, ne? Ja, za tiste, ki se morda ne spoznajo na numerologijo. Zdaj, odkot v bistvu izvirajo napovedi? Kaj v bistvu gledate numerologi? Katere številke so za vas pomembne, ko napovedujete, kaj se bo zgodilo oziroma kaj nas čaka? Za obdobje je v bistvu najlažje, ker datum je številka. Mesec je številka, se pravi, seštejemo letnico in mesec. Tako da te napovedi so daleč najbolj enostavne. Ko gledamo po osebo, pa pretvorimo naše črke imena in priimka v številke in potem po posebnih formulah izračunamo osebna numerološka števila. To se pravi, če gremo čisto konkretno, zdaj je junij, nekako se pripravljamo na počitnice, konec šole, emocije in tako naprej, se pravi 6, 2023, 6, 8, 10, 13. Ja, in potem na koncu je 4. 1 plus 3. Tako. Ja. Ok. V redu, Igor, sej nič hudega. Moškim je to oproščeno, ne? Ampak v bistvu, če pogledamo najprej junij, ne? Kaj nas čaka? Ni, da so še tam pri Smo še tam zadnje, lahko ponoviš vprašanje, prosim. Nekaj si želela dodati glede moških. Nekaj sem začutila, ja. Oba dva sva bila tako malo, čemu? Ker ponovadi je ravno obratno, kao moški ful obvladajo matematiko in tako naprej, ampak v redu. Ampak to so drugačne številke. Tako, ponedeljek je, dajmo štartati počas, mogoče jutri zjutraj. Torej junij, kaj nam prinaša? Junij kot šestka nas bo malo spomnil na lansko leto, ki je bilo tudi bolj emotivno. Zapravo zelo pomembno je, da postavimo mejo, tudi sebi. Veliko kot o sebi mogoče malo pozabimo. Zapravo malo bolj čustven mesec je, malo bolj emotivno se bomo odzivali. Zapravo lahko smo tudi del kakšne drame, nekoga, ki potrebuje ozavestiti, kaj mu ta drama prinese. Se pravi, če zelo plastično rečemo, mogoče na delovnem mestu imamo sodelavko, ki je zelo tečna, mogoče potrebuje to zato, da bo ozavestila bolečinsko jedro in kaj je tisto, kar jo pravzaprav boli. Tako da dajmo biti med seboj na čim bolj razumevajoči pa strpni mesec junija. A bo potem julij kaj lažji? Julij bo malo bolj umirjen, ja, kot sedmica, pa letos smo v letu 7, ker je 2023 7, govorimo osebnostna rast, duhovna rast, meditacija, več časa v naravi preživeti. Tisti, ki so bolj umirjeni, tisti mogoče, ki že poznajo svoje število življenjske poti, se pravi seštevek rojstnega datuma, 1, 7, 8, 4, njim bo malo lažje. Se pravi, tisti ljudje, ki imajo radi tišino, jim bo julija lažje speljati. No, naj bi bil pa tudi julij nekak čas sprememb. Kako naj se na njih odzovemo? Jih sprejmemo, jih ignoriramo, jih vzamemo za samoumevne? Jaz bi rekla, julija bodo predvsem spremembe, ki so kratkotrajnega pomena. Tako, ko gremo v neko eksotično restauracijo in poskusimo hrano, to ne pomeni, da bomo vsak dan zdaj to vrstno eksotično hrano pripravljeni. Torej, namen teh sprememb je v bistvu, da pogledamo, če vse to, kar mi mislimo, da je prav, pa tisto, kar mi mislimo, da je nam dosegljivo. Torej, nas bo malo rukalo življenje v smislu, da nas bo spodbudilo preko teh sprememb, za katere bomo imeli občutek, da popolnoma nobene kontrole nad njimi nimamo. V juliju pa se zna oglasiti tudi tisti glasek, nisem dovolj dober. Ja, perfekcionizem, sedmice povezujemo s perfekcionizmom. Kako se soočiti s tem? Jaz bi rekla celotno letošnje leto, predvsem pa julij, naši podzavestni vzorci bodo delovali, kar pomeni nekaj, na kar odreagiramo in mogoče pravzaprav izvira v našem otroštvu. Zdaj, naši vzorci so se oblikovali, ko smo bili zelo majhni. Včasih smo videli kakšen
kakšen prizor na filmu, pa se nas je to tako dotaknilo, da je to postala naša resnica. Ni vse res, kar smo včasih doživljali. Se pravi, vzeti te dogodke, ki bodo mogoče malo manj prijetni, kot možnost za rast in učenje, kot možnost, da pri sebi prepoznamo, da kaj pa mogoče zdaj ne velja več. Mogoče smo bili kot otrok štorasti, pa zdaj nismo več. Mogoče pa sploh niti ni važno, a smo štorasti ali ne. No in s temi zavedanji bomo v bistvu lažje vstopili tudi v avgust, ki pa bo energetsko bolj nabit. Intenziven, ja. Avgust bo pa za vse močen. Se pravi, osmica vedno spotencira stvari, ker je seštevek 6, se pravi, bomo znova malo bolj čustveni. To bo še lahko v eni strani v ekstremno sebičnost, jaz hočem, ali pa v ekstremno humanitarnost, ko pa mogoče sebe že podredimo in se izničujemo. Tako da, sicer pa dobra novica, avgusta bomo lažje manifestirali, tako da v bistvu idealno bi bilo zdaj, ko govorimo o juniju, ljubezen do sebe, ne, prepoznavati, kaj je tisto, česar si v resnici želimo, ker če smo čisto iskreni v tem hitrem tempu, ki ga imamo zdaj, kolikrat se res sploh ustavimo, pa sami sebi pogovorimo, kaj ti je lepo, kaj te osrečuje, kaj te izpolnjuje, česa ti manjka, česa bi več, kaj je tisto, za kar si hvaležen. Preredko, ja. Preredko, ja, se pravi, te stvari se sprašujete junija. In potem julija ozavestiti, kaj nas tukaj blokira, kjeri miselni vzorci, kjera prepričanja, ta nisi dovolj dober. Pa kaj? To ne pomeni, da ne smem biti srečen ali pa da ne morem biti ljubljen. Da mogoče tudi te glasove malo utišamo, da svojega notranjega otroka objamemo. Pol avgusta nas bo pa energija podpirala v tem, da dosežemo to, česar se želimo. Pa je poletje čas, recimo, ja, tako kot si omenila, ne, da se posvetimo sebi, je morda čas tudi, da, ne vem, poiščemo kakšno novo ljubezen, se lotimo nečesa popolnoma novega projekta, morda poiščemo drugo službo. To je sploh julij. Stvari, ki so nove, nenavadne, malo eksotične, stvari, za katerimi mislimo, da mi jih pa res ne zmoremo. Sej, tako bom rekla, ne? Če govorimo zdaj o Šmarni gori, se mogoče ni pomembno, pridemo gor v pol ure, a v 3 urah. Mogoče je pomembno, da pridemo gor, pa v tem uživamo. Cilj, ne? Se mi zdi, da velikokrat na to pozabimo. Ja. Pa sama pot, ne? Tako, da nekaj doživimo in da v tem uživamo. Zato smo se rodili, ne zato, da sam laufamo, pa klukamo neke stvari prav na hiter. Pa lahko poletje potem tudi vzamemo kot neko pot za jesen, pripravo za jesen. Kako naj to naredimo? Potem je, se pravi, avgust smo rekli tisto, kar neki novi cilji, novi dosežki, nove ambicije. September pa potem nekako malo zabremza stvari, ker je 9 in je zaključevanje in zdravljenje preteklosti. Se pravi, predvidevati je to, kar bomo julija ozavestili, da nas nekako bremza, vsi ti mogoče naši občutki manj vrednosti, tam, kjer se nam zdi, da nismo dovolj dobri, ali kar so nam to otroštvo ali kadarkoli v življenju govorili, se predvideva, da nas energije potem podpirajo, da to pozdravimo in spustimo. Se pravi, da pustimo v preteklosti. Pa je zanimivo, ne? Ker ravno septembra, ne, se pričakuje od nas, da bomo polni energije, da bomo štartali. Tukaj smo malo, bom rekla, falili, no, če se smem tako izraziti, ker je oktober tisti, ki je pa potem res pa novi začetki. 10 tista, ki simbolizira, pusti zdaj vse tisto, kar ne rabiš več. Tam vse, kar si prerastil v 9, v septembru torej in v preteklosti, potem je pa oktober tisto, ko nas napolni z malo več energije. Kako pa naj, recimo, potem izkoristimo vse te poletne energije, da bomo bolj kreativni, bolj samozavestni konec koncev? Predvsem tako, da smo ljubeči do sebe, da nehamo mi sami sebe kritizirati. Jaz bom zelo po domače rekla, kaj glih ponedeljek, zjutraj si bom upala, se bom na to zgovorila. Več kot dovolj je ljudi okrog nas, ko so mogoče nevoščljivi, ko mogoče nas sam kritizirajo, ali pa vsi imamo take ljudi v bližini, ne? Ne biti še mi takšni sami do sebe. Jaz mislim, da nihče izmed nas ni nič tako groznega naredil, da si ne bi ljubezni, pa sreče, pa zdravja, pa lepega zaslužil. Imamo pa velikokrat v sebi te notranje glaske, ki, ne vem, mogoče ne bi nekdo nekoč, ko smo bili 3 leta stari, nekaj grdega rekel, pa se nas je toliko dotaknili, da je pač ostalo z nami. Torej, v prvi vrsti sebe sprejema točno takšne, kot smo. Tudi tisto, kar nam ni všeč, kar je najtežje. Se pravi, predvsem na temu dela, tiste stvari, ki nam niso ljube pri sebi. Pogledati tudi ne v našo tisto temačno osebnost. Tako, in jo posvetliti. In jo osvetliti. Ampak kako to narediti? Recimo, kaj pišemo dnevnik, meditiramo? To je recimo julije za te stvari super, meditirati, dnevnik, narava. Ti ljudje smo si različni. Eni lažje pišejo, drugi se lažje pogovarjajo, eni grejo lažje laufati. Se pravi, kar tisto, kar je nam, bom rekla, ključ do nas samih. Pač poskušati. Mogoče bi si lahko zdaj poleti vzeli čas za to, da probamo, kako se počutimo, če gremo v hribe, kako se počutimo, če meditiramo, kakšne vrste meditacije nam ustreza, joga. Ogromno teh različnih tehnik je, ne? Biti pač radovedni predvsem. Rekla si poskušati imeti več od življenja. Pa je lahko kdaj to tudi nevarno? Seveda, če je to mehanizem bega, absolutno. Tudi to se lahko zgodi. Zdaj sem bil na tej delavnici na temu. Nič mi ne pomaga, še toliko sem naredil na sebi, spet mi nič ne pomaga. Oziroma tudi včasih samo
po površini gledamo, namesto da bi šli res v globine. Ker je tudi ok, mogoče še nismo dovolj močni, mogoče še nismo pripravljeni, ampak definitivno je problem, kadar to rata potem mehanizem bega in izgovor. Tudi za tem se lahko skrivamo. Jaz sem tako zelo duhoven, da mi zdaj pa tu zemeljske stvari morda ni potrebno. Aha, se z torej njimi v bistvu soočati. dejansko, ne? Neko balans zdrav iskati, ne? Aha. Pa vedeti tudi, ne, kako Tako. se počutimo sami s sabo, Ja, kaj čutimo. ja, To je ja. verjetno tudi umetnost. Tako. Tudi si priznam, da ti nekaj ni všeč, a ne? Da nimaš pol občutka, da si nesramen, oziroma povedati, česa si želiš, pa da nimaš občutka, da si sebičen. Tako da ja, vsi se znamo zelo zakomplicirati življenje, človečki. Ja, dolg čas nam zagotovo to poletje ne prav bo. gotovo ne bo. Ne bo. Ne? Lili, hvala lepa. Z največjim veseljem. Lepo poletje. Hvala za vse te Enako. nasvete.